Mislim, da s to študijo želi dokazati, da tega res ne rabimo. In mislim, da je to tragikomedija, če ni še kaj hujšega, plača 160 000 evrov za to. Namreč podatke, ki so jih gospodje oziroma eksperti na ITF-u dubl, so jih dubl v Slovenije. Niso oni izmislili, pa z kakšnega neodvisnega vira. Zato prihaja tudi do takih zaključkov in to sem prepričan in tudi druga hipoteza, ki je prišla v medije, je ta terminal v Divači, to je še bolj smešna zadeva. Ta terminal, Luka Koper že ima terminal v svoji lasti v Sežani, zakaj bi gradili še en terminal v Divači. In ta terminal v Sežani je dela zgubo, oziroma letos pravi, da je prišlo na zelene, ampak ne sposli iz Luke. Zato smatramo, da je to samo ustvarjanje javnega mnenja proti temu projektu in zagovarjanje ministrovega stališča, oziroma tistega kroga, ki ga minister zastopa. Jaz bi tukaj navedel samo nekaj dejstev povezanih z gradnjo drugega tira oziroma z temi učinki, ki bi naj imela gradnja drugega tira na slovensko gospodarstvo. Same študije ITF v okviru OECD nisem videl, ker nisem imel tega privilegija, ampak sem se predvsem odzval samo na dve trditvi, ki ste bile navedeni v medijih na podlagi te študije. Se pravi, ena je, da Luka Koper ne bi bila sposobna generirati dovolj prometa, da bi se drugi tir splačal. In druga trditev je, da bi bilo kratkoročno Luka Koper bolj smiselno, da zgradi poslovni model, se pravi, da zgradi en terminal v Divači in da potem po cesti prevaža blago iz Luke Koper do Divače, tam ga naloži na železnico in potem pač gre naprej po tirih proti Zarebi. Obe stvari sta seveda precejšna, bom rekel, takole neumnost oziroma sta skriveni z dejstvi. In tukaj bom samo za začetek nekaj dejstev naredil, da vam pokažem, v čem je problem. Potem pa seveda imam eno prezentacijo, ki vam lahko kasneje tudi dam, kjer so noto še druga dejstva v drugem tiru, ampak jaz bom danes ne bi o tem predaval, ker je tega precej. Te stvari bom zaenkrat vse preskočil in so to čisto tehnične zadeve, recimo to je struktura, recimo financiranje in tako naprej, kaj koliko stane, to vam vse kasneje pokažem, kakšno se bo splače ena tirna, dvotirna proga in tako naprej. To prezentacijo sem skupaj naredila z gospodom, s profesorjem Zgoncem iz Gradbene fakultete, on je eden največji strokovnjakov pri nas za transport, mednarodno najbolj priznanih strokovnjakov, tako da dejansko se najbolj spoznano na te zadeve in ima vso zgodovino v zadnjih 40 let v malem prstu, kar se tiče gradnje, oziroma kar se tiče slovenskih železnic, pa vseh teh projektov v zvezi z gradnjo drugega tira in tako naprej. In tudi priporočam, da se kdaj vrnete na njega, da boste dobili to zgodovino. To vam tudi kasneje lahko pokažem, kaj se splača financirati država, javno osebno partnerstvo in tako naprej, ampak to zdaj ni namen tega. Glejte, najprej samo tole. Prva točka, ki so jo navedli v tej študiji po poročanju medijev, je, da Luka Koper ne bi bila sposobna generirati ustreznega pretovora, da bi se drugi tir splačal. Jaz sem za Luka Koper leta 2012 naredil študijo, svoje 3 leta nazaj, kjer sem prosil, da če lahko naredim projekcije rasti pretovora. In takrat sem vzel podatke Luka Koper zadnjih 12 let, po 6 dogovornih stopinah in potem sem skladal z 3 scenariji poskušal oblikovati, kakšne bodo projekcije za naprej. In tukaj imate potem noter 3 scenarije, se pravi enega konzervativnega, oziroma pesimističnega, potem imate enega zelo, po mojem mnenju, zelo optimističen in pa enega srednjega, se pravi realistični scenarij. In tukaj imate gor, kot lahko vidite, dinamiko pretovora Luke Koper do 2030. Tam vidite, da recimo tudi po najbolj negativni dinamiki, če bi se nadaljevala recesija v Evropi in tako naprej, kar je bila, morate vedeti, da leto 2012 je bila recesija v Evropi in takrat seveda so bili izgledi, tudi Slovenija je bila v globoki recesiji in takrat izgledi glede tega, kaj se bi dogajalo naprej, so bili tudi relativno slabi.
No in po tem scenariju naj bi Luka Koper povečala svoj pretovor od leta 2012 iz 18 na skoraj 28 milijonov ton letno, po najbolj pesimističnem scenariju. Po najbolj optimističnem pa na 39 milijonov v letu 2030. To pomeni dejansko več kot podvojitev pretovora v Luki Koper. 40 milijonov ton na leto. Po tem srednjem scenariju, katerega sem tudi jaz najbolj zagovarjal, bi pa naj ustvarila pretovor za 33 milijonov ton. To pomeni z 18 na 33 v tem obdobju. Če pogledate dejanske podatke, namreč sreča je, v tem času so že pretekla 3 leta in tam imate eno rdečo krivuljo z rumenimi pikami, ki vam kaže pa, kaj se dejansko dogaja v Luki Koper po letu 2012, ko sem jaz naredil te ocene. In z tega lahko ugotovite, da sem bil preveč pesimističen. Namreč pretovor v Luki Koper v teh 3 letih je naraščal hitreje, ali pa približno na ravni mojega optimističnega scenarija. Se pravi, da se promet se izredno hitro povečuje, predvsem zahvaljujoč povečanem pretovoru kontejnerjev. Kontejnerji prihajajo predvsem iz Azije, predvsem iz Kitajske. In tam je letna rast v zadnjih 3 letih, ki je bila okrog 8%, če gledate recimo, te kontejnerje po teži in če jih primerjate, oziroma če gledate pretovor kontejnerjev po številu kosov po tej uri, je pa letna rast malce manj kot 5%. To je izjemno visoka rast. In ti kontejnerji vedno bolj naraščajo, tako da je vedno bolj realističen cilj Luke Koper, da bo ustvarila tam za 2 milijona tev pretovora kontejnerjev. Zdaj pa, kam spraviti ta tovor? To je zdaj ključni problem in tukaj sem naredil še eno tako sliko, katero lahko vidite, kakšne so omejitve na infrastrukturi. In sicer imate tale takšno rumeno linijo, ki vam kaže, kakšna je letna omejitev, pa letna kapaciteta pretovora po sedanjem prvem tiru in sicer po obnovljenem, to je v mestnem času v zadnjih 3-4 letih prišlo do obnove obstoječega industrijskega tira, tistega, ki ga Luka Koper izgradila v 6 letih sama s svojim denarjem, kot najbrž veste, je prišlo zdaj do obnove tega in s tem se je kapaciteta tega tira povečala za 5 milijonov ton. Ta omejitev je na letni ravni 14,2 milijona ton. Zdaj morate vedeti, da približno 60% vsega pretovora, ki nastane v Luki Koper, gre na železnice, preostali 40% gre pa na ceste. In zdaj, če predelite tiste številke, tiste scenarije glede dinamike pretovora, se pravi, to železnica, se pravi, 60% tega, dobite tele scenarije tukaj gore, se pravi, tele krivulje in vidite tukaj na sredini, tam, ko sem naredil to puščico, ta točka saturacije, da je bo pretovor iz Luke Koper zasitil kapaciteto obstoječega prvega tira, remoderniziranega prvega tira, je leto 2018 ali najkasneje 2019, če gledamo konzervativni, oziroma če gledamo ta realistični scenarij. Takrat več ne bomo mogli tega tovora na železnice, ampak bomo morali nekam drugam. To je pa seveda veliko vprašanje, kam bo to šlo. V eni drugi prezentaciji sem pokazal, kaj to pomeni z vidika tega, če gre zadeva na ceste, kaj to pomeni z vidika stroškov, ki nastane z narodnim gospodarstvom. Namreč morate vedeti, da so stroški, pa naravno eksterni stroški pretovora, spravi, vsakega transporta so izjemno veliki, pri tem pa ima prevoz po cestah, tovora po cestah, 5krat večje negativne učinke na okolje, kot ga ima prevoz po cestah. To so uradni podatki Evropske komisije, ki se običajno tudi uporabljajo vse študije po feasibility posameznih projektov. In te stroške seveda pri samih projekcijah, oziroma pri sami upravičenosti posameznih projektov, seveda treba nujno upoštevati. Če bomo zdaj to blago, da je ta dodatni pretovor, ki bo nastal Luki Koper dal na ceste, to pomeni, da se bo zaradi tega povečala gneča na cestah, povečala se bo število nesreč, izpusti, vplivi na podnebne spremembe in tako naprej, povečala se bo poraba energije in tako naprej. To je negativni učinki, ki nastane in te stvari seveda družba mora povrednotiti. To nekega posameznika, seveda podjetnika načeloma ne zanima. To so pač družbeni stroški, med katerim podjetnik zlahka pogleda stran, ker pač ne vstopajo v njegovo računico. Pomembni so pa za družbo. In z tega vidika vidite ta pritisk v Evropski uniji in pa vse te iniciative, ki so v smeri, da se preusmeri tovor iz cest na železnice, kar kolega že prej upozoril, zato ker pač ima pretovor po cestah zelo negativne učinke na celotno, na okolico, v kateri živimo. Ima velike negativne gospodarske učinke.
Zdaj pa druga stvar, o tem še lahko kasneje še več govorimo. Druga stvar, se pravi, kar naj bi po poročanju medijev priporočali strokovnjaki ITF v okviru OECD, je, da naj Luka Koper zgradi terminal v Divači, vozi blago po cestah, blago, ki prije Luka Koper, ali pa ki bo šlo Luka Koper, vozi po cestah na Luka Koper in Divača, Divači preloži na železnico in tako naprej. Problem tega je dvojen. Eden je namreč, da je to Luka Koper že počela. To je počelo do sredine 60 let. Namreč, še ni bilo prvega industrijskega tira, ampak so potem, ker je Luka Koper bila zgrajena v 50 letih, so blago preprosto s kamioni vozili do Divače, tam pa dali na obstoječi tir, torej na progi Trst proti Sloveniji. No in to se je pokazalo kot izjemno neekonomično, zamudno in tako naprej. In zaradi tega je Luka Koper sama šla investirati v sedanji proti tir. Ta tir je bil zgrajen na podlagi kot industrijski tir. To morate vedeti, se pravi, da ustreza standardom, ki se danes zahtevajo v Evropski uniji glede tega, kako morajo biti zgrajeni železniški projekti, ker je naklon prevelik in tako naprej. In tudi poraba energije, uprava lokomotiv, strojev je izjemno velika. Najbrž veste, tam morajo v te klance vleči dve lokomotive, potem mora iti ena prazna nazaj in tako naprej. To je kup ene logistike in v bistvu imajo ta tak nakiman po minutah. In če prije do ene majhne nesreče, recimo če prije do podora kamenja, tako naprej, pa če prije recimo do žleda, cela logistika podre tudi. In tudi obnavlja tega tira ne morate kaj preveč, ker potem enostavno tovora ne morate povedati. Vse te zadeve so izjemno zapletene. No in zdaj nam ti strokovnjaki iz OECD-ja predlagajo, da se pač v Divači še enkrat zgradi, oziroma da Luka Koper tam zgradi terminal. Ta terminal bi približno stal okrog 200 milijonov evrov preko palca. Zdaj jaz sem tukaj na hitro malce preračunal, kaj bi to pomenilo z velika stroškov na narodno gospodarstvo. In sicer sem upošteval, da bi ves tovor, ki bi bil iz Luke Koper namenjen na železnice, šel iz Luke Koper do Divače, po cesti. Potem to pomeni seveda dodatne stroške za Luke Koper. Ta strošek je približno na obe strani, ker namreč prihaja do precej manipulacij z blagom, ker morate predlagati najprej ladje na terminal, potem na kamione, potem kamione privesti zadevo do Divače in tam spet preložiti na železnico in tako naprej. In to zadeva seveda stane. Ta strošek je približno 2 evra na tono. Potem ne morate vedeti, da je neto dodana vrednost Luke Koper pri pretovoru posamezne tone po 5 evrov. To bi povečalo stroške Luke Koper za 40%. Naprej. Seveda, od tega, kdo bi imel od tega koristi, to sem tudi upošteval v računih. Bili so cestni prevozniki, ki bi načelno zdaj lahko prevozili več blaga. In tukaj so tudi natančni računi, kaj to pomeni, koliko prevozniki s tem poslužijo. To je približno pol centa na tono za vsak kilometer, razdalje je 34 km. Tukaj je država imela prihodek od cestnine, ampak to je še tudi prihodek za prevoznikov. Ampak potem ključno je tukaj seveda to še, negativne stroške tukaj nastali. Nadoma bo se dobili s tem velik pretok, prevoz celotnega tovora na krako avtoceste med Koprom pa Divača. Pomeni, da bomo postavili, koliko podali zgleda, ker na avtocestu že zelo zasedeno s kamioni in veliko nesreč, se bo seveda ta zadeva ogromno povečala in to pomeni seveda povečanje števila nesreč, povečanje hrupa, povečanje onesnaženja zraka in tako naprej. In to seveda lahko vrednotimo na podlagi metodologije Evropske komisije, to pomeni približno 7 centov je ta razlika. 7 centov na tono vas stane, če bi blago na mesto po cesti pelete preko, oziroma na mesto po železnici pelete po cesti. In če to upoštevate, vidite en taki račune in imamo nekaj številke upoštevati, ki sem jih prej pokazal, to pomeni, da po pessimističnem scenariju bi to bilo dodatno pomenilo v letu 2030 po 55 milijonov, po realističnem 125, po optimističnem pa 210, seveda to še brez stroška terminala, ki bi morali tako proizvoditi. To dejansko nastane neto naravno gospodarske stroške zaradi takšne zadeve, s tem, da s tem niste rešili problema. Namreč, tem, ko Luka Koper, to je bila bolj začasna rešitev, kot so predlagali analitiki iz OECD. To ne pomeni, da bi s tem rešili problem. Namreč, še vedno bi morali zgraditi drugi tir, ampak pač malce kasneje. V čem je smisel tega? Zakaj bi ga zgradili? Oziroma, zakaj bi predlagali zadevo na kasneje? To je ena zadeva.
Zdaj pa tole mogoče. Slovenija pri nas je imel neverjetni medijski spin proti temu, da se ta drugi tir ne bi gradil. Če pogledate na drugi strani Avstrijo, Avstrija gradi, si je izmislila čez svoj koridor, baltsko-jadranski koridor, ki ga gradi okrog Slovenije in je dejansko povezala Gdansk spodaj z Polonijo in Ravenom, po kateri se bo vozil tovor in večina prog je že zgrajenih, danes gradijo predvsem Avstrijci na svojem delu nekih ključnih odsekov. In skupaj te investicije pomenijo, tukaj se zapiše 9 milijard, ampak v bistvu je še 1,5 milijarde več, če to upoštevate še ostale odseke pa investicije v terminale na posameznih postajah in tako naprej. Ključna dva odseka, tukaj, ki ga Avstrija gradi, sta Semeniški tunel, to je ta tunel, ki je iz Dunaja proti Štajerski. Ta ima dolžino 27 km, vrednost investicije je 3 milijarde evrov. Torej za 27 km. Če primerjate tunel, oziroma primerjate drugi tir, je za 27 za enako razdaljo, je cena 1,3 milijarde dolarjev. Ta cifra je rasla do zdaj, ampak je tam 1,3 milijarde. Drugi pomemben odsek je ta Kor-Almska železnica, ki je dolžina 130 km, od tega je 33 km tunelov. Ta bo zgrajena za hitrost 250 km/h in stane, cena, ki predvideva, je 5,5 milijard evrov. Če to prevedete spet na kilometr, boste videli, da so cifre približno podobne kot pri drugem tiru. S tem, da jaz ne zagovarjam te vrednosti investicij, ki je bila izračunana na drugem tiru, in sem že zdavnaj predlagal, da se naredi mednarodna revizija te študije, oziroma te predinvesticijske študije, da pač mednarodno strokovnjaki ocenijo, koliko je prava vrednost. Ta prava vrednost se bo na koncu potrdila seveda na samem mednarodnem razpisu, ali se zelo hitro ugotovi, katera je čisto ta prava vrednost. Namreč tukaj se v javnosti že pogledalo številne cifra, od 400 milijonov, 700 milijonov in tako naprej. Vsi pa govorimo na pamet. Dejansko je treba narediti razpis in bomo videli, kakšna ponudba bo prišla. Nekoliko. Tako naprej. Zdaj, seveda, ključno vprašanje tukaj je, zakaj se Avstrija tu splača? Avstrija namreč to prezentacijo je šla Avstrija v Evropski parlament leta 2013 in je tam takrat zlobirala, da pride da se na to traso evropskih jedrnih koridorjev umesti tudi baltsko-jadranski koridor in je potem izračunala, kakšni bi ne bili učinki za posamezne strani vpletene to zadevo in tukaj ima tak lep graf, ki vam kaže, koliko bo investicijska vrednost, to je neto sedanja vrednost, razumete, to so malce nižje cifre, ker diskutirate naprej za 40 let. Potem vidite tukaj ključen učinek je ta drugi stolpec, ki vam pokaže, koliko bi ne zrasla avstrijski BDP zaradi gradnje tega. Tretji stolpec vam pokaže, za koliko ne bi se povečal BDP Avstrije zaradi tega, da bi uporabe samega tega kraka, baltsko-jadranske železnice. In potem imate še druge koristi, ekološke in tako naprej, in pa koristi ostalih delov. Tiste, ki nastanejo v ostalih državah, zaradi tega, ki bo prišlo do povečanega tovora. Ključna zadeva tukaj, ki je morate razumeti, je, zakaj Avstrija to zadevo gradi. Namreč, če pogledate danes dejstva, namreč leto 2013 je ta krak baltsko-jadranskega koridorja generiral samo 6 milijonov ton. 6 milijonov ton na letni ravni. Veste, koliko je bil pretovor prevoz po slovenske železnice z Luke Koper? Blizu 11 milijonov. Danes je skoraj dvakrat večji. No, in Avstrija si obeta, da bo zaradi tega, do leta 2025, ko bi naj bili ti kraki, oziroma ko bi naj bila oba projekta zgrajena, povečala ta pretovor iz 6 na 10 milijonov ton. Prej ste videli cifre, sem jim pokazal, da za Luko Koper, ki so dvakrat večje bližno. Luko Koper bi naj leta 2025 po tem realističnem scenariju ustvarila 18 milijonov ton, po tem optimističnem, ki se pa dejansko danes nekako odvija pred našimi očmi, je pa to 20 milijonov ton. Pravi, iz Luke Koper bo potem v drugem tiru, oziroma v teh tirih skupaj šlo 20 milijonov ton, kar je dvakrat več, kot si obetajo v Avstriji, s tem, da drugi tir stane 1,3 milijarde evrov, Avstrija bo pa to zadevo vložila 10,5 milijarde evrov. Vložila bo 8-krat več. Tukaj je nekaj narobe, česa mi tukaj ne razumemo. To je za nas ključno vprašanje. Ali se ta zadeva splača ali ne? Ali se zadeva splača in na kakšen način pa to graditi, pa imam tudi prezentaciji naprej, vam lahko kasneje pokažem, če bo vprašanje, da zdaj ne bo monopoliziral debate, ne bi predal besedo nam kolegu. Hvala. Lepo pozdravljam tudi imenom sekcije pristaniških špiterjev, v mojem imenu.
nekompletna, slabo pripravljena. Očitek leti na ministrstvo, da v končni fazi tudi gradbenega dovoljenja ni še uspelo izdati za ta projekt. Tako da je tu morda vprašati ministra in njegove sodelavce, kaj počnejo v vrsti čas. Druga neprijetna situacija je pa študija ITF-a pri OECD-ju, katere od nas nihče še ni videl, razen nekaterih od vas, ki nas mogoče res zaskrbljuje. V sami študiji poročevalci opredeljujejo, da drugi tir ne vzdrži finančnega vložka. Ti isti strokovnjaki po začetku letošnjega leta napovejo, da se bo pretovor do leta 2050 skozi naš bazen potrojil. Torej, zdaj sami prihajajo v neko kolizijo morda interesov, morda je pa razlog za tako negativno študijo tudi na naši strani, si morda minister, ali ne živi drugega tira. Čemu? Ne vem. Navezal bi se na profesora Damjana glede možnosti preusmeritve tovora na ceste. Verjemite, če bi se ves tovor preselil, ta dodani tovor, preselil na ceste, bi bili vsi zadovoljni kot operater. Pa se to ne bo zgodilo. Marsikateri tovor ne prenese prevoza po cesti in ta tovor do Koper več ne bi prihajal. Prihajal bi pristanišča, ki bi bila z vidika železniškega transporta konkurenčnejša. Z današnjimi številkami, torej sama Luka Koper je pretovorila v prvem poletju nekaj 60 milijonov ton tovora. In je to v primerjavi z lanskim letom do 15% več. In 5% več od tistega, kar je bilo planirano za to obdobje. Profesor Damjan je ravno tako omenjal te scenarije. Vsi ti scenariji, ki se trenutno dogajajo, so vsi bistveno boljši od optimističnega scenarija. Napore, ki jih vlagamo kot pristaniška skupnost, in tu bi rad spet še enkrat apeliral vse vas, ki poročate. Ne gre za kaprico Luke Koper in slovenskih železnic. Luka Koper in slovenske železnice sta samo dva od akterjev v celi tej logistični verigi. Tovor ne prihaja zaradi Luke Koper in slovenskih železnic, ampak zaradi tega, ker je logistična veriga preko Slovenije, oziroma preko koperskega pristanišča, optimalna za oskrbovanje srednje in vzhodne Evrope. Vsi skupaj, torej, če tako rečem, pristaniška skupnost se trudi po svojih najboljših močeh privabiti to. Na različne načine smo uspeli spromovirati to pot. Ne nazadnje tudi z carinskimi postopki, ki so hitri, ki so v marsikaterem pogledu bistveno naprednejši, kot jih imajo druga pristanišča. Tudi to je eden od razlogov, zakaj se stranke odločajo za kopersko pristanišče. Ne smemo pozabiti, da kopersko pristanišče oskrbujejo ladjarji z direktnimi servisi iz Daljnega vzhoda. Ti ladjarji so preštudirali bistveno bolj kot naš minister in njegovi sodelavci rešitev preko Kopra. In verjemite, da so ti ljudje vložili bistveno več resursov, da so to linijo, oziroma da so te linije tudi izveljali in jih vzdržujejo v Kopru svojo opremo, svojimi ladjami. Jaz ne razumem, zakaj bi to, kar smo dolga leta gradili, danes z korakom proti graditvi drugega tira, tako hitro zavrnili. Konkurenčna pristanišča, koperske ali pa slovenske, v severnem Jadranu komaj čakajo na to potezo. Že februarja sem povedal, da se tovor, ki odide iz pristanišča, ne vrne tako lahko nazaj. Veliko napora in
bistveno več napora, kot je že vloženega, bo potrebno, da se takova vrne nazaj. Če samo pomislimo, da se je za vse študije, ki so bile opravljene glede gradnje drugega tira, porabilo že nekaj denarja, da je država vložila že denarja v poglobitev plovnega kanala, da se je Luka odločila in poglobila bazen za pristajanje največjih kontejnerskih ladij z namenom povečevanja in graditve ugleda te logistične poti preko Slovenije, ne razumem ministra, da lahko na ta način vse te napore zavrži. Še zadnji korak je treba narediti, mislim, da bi lahko tu dejansko opisali to zgodbo o uspehu, o kateri vsi pač že vsa ta leta govorim. Če samo strnem, bi rekel, še nekatere posledice neizgradnje drugega tira, profesor Mramor je skupaj s svojimi sodelavci leta 2007 v svoj študij opredelil, kaj so multiplikativni učinki vsake pretovorjene milijone ton v pristanišču. Z današnjim tempom je to približno 9000 delovnih mest. Brez toho teh delovnih mest ne bo. Ne bo posrednih davkov in nekaj drugih posledic potegne jasno brezposobnost. Če se ozrem še mogoče na aktualno dogajanje, a vas sploh smislu ustrajati za prosti shod do morja. V končni fazi s tem tovor, če pripeljemo, če ga nimamo s čim odpeljati, če nimamo sredstva za odpeljati tovor, nima smisla tudi odprtega morja. Tu je vprašanje za našo politiko, ali so še zmeraj prepričani, da je Slovenija država, preko katere se potrebila neka dejavnost logistike za srednjo in vzhodno Evropo. To je za zdaj z moje strani vse. To je vprašanje. Imam jaz samo še vprašanje. Stroka, predstavnica gospodarstva, 20 let smo nosili tu na terenu, v operativi, v gospodarstvu in smo se vedno zanašali na to gradnjo drugega tira. Vse vlade do sedaj so potrdile, vedno zelo optimistično, sicer zelo počasno optimistično, povedano, da se bo to gradilo. Zdaj pa kar naenkrat prihajajo neke študije, ki se nam zdi, da so namenjene sami sebi in s podatkov, ki prihajajo iz enega in istega vira najverjetneje. In se mi zdi, da imamo samo vprašanje, zakaj se to počne. Torej, kje je tista zavoja? Torej, zakaj se vedno zgodi nekaj, da to zaustavi? Torej, kje so dejanski zaviralci tega projekta? Ker ne verjamemo več, da so to študije in konkretni podatki, ki je že vse bilo povedano. Torej, gre za politično oviranje po našem razumevanju gospodarstva. In imamo samo še vprašanje. Civilna iniciativa je bila mogoče sicer majhna, da je bila sporožena za projekte, da se predloži predlog za gradnjo drugega tira. 1000 podpisov je bilo zbranih čez noč. Se pravi, stroka se tega zaveda. Na Obali je bilo tako izbranih 1000 podpisov. In je bil podan tudi projekt naprej in spet smo tam v